The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Živijo Packi! O, ti pojs. No, dobro. Jebem tiš. Evo, zdaj bomo midva začela. Dobrodošli nazaj, še enem kolesarskem človeku. Danes je z mano zopet Petra, ki je bila v Franciji, zdaj 14 dni. Zdaj je te več videl, sploh v kavbojkah, pa neke pajkice, to. Zdaj sam še oblekce, še uno francosko čepico. In bomo zrihtali, če si ni sama kupila, moram Ersta da vprašati. Tako da, evo, danes bo šla čez tiste, ki zanima, mogoče za naslednje let, mogoče greste zdaj na dopust v Francijo, tako da bo še malo o tem rekla, v vzdušju na zaključku v Nici. Pol šla pa še čez naš giveaway, se pravi nagradno igro, ter še dogodek, ki bo 31.8. na Ziherlovi 10. Zdaj je malo bolj dolga debata, zaradi tega, da jaz lahko sploh razložim, kaj se bo dogajalo, da boste tudi vi vedeli, kaj pričakovati takrat. Pa še za nagradno igro isto, kako pridete še do dodatnega 20% popusta. Tako da, evo, to vse bova danes zapakirala, spodaj boste imeli tudi poglavja, tako da lahko preskočite tudi direkt tja, kjer boste pa zvedeli določeno stvar. No, hitro moramo govoriti. Hitro moramo govoriti. Ja, zato da bo čim več povedala. Ok. Ajde, eno kavico zdaj. Eni pier po dopustu, mi pa kavico. Mislim, da ste ga imeli v Franciji najbolj Uf, ja, dost. Lahko malo počivamo. Čakaj, ok, vi ste šli en teden pred koncem tura, ste šli v Francijo? V Nico. V Nico. Se pravi, ste v Nici že kolesarali, preden so sploh karavana Tako, ja, prišla, tako se je bil zanč Uroš, ki je bil z nami, tako da je že on malo o tem povedal. Tako da ja, mi smo kolesarali prej, rezerviran smo imeli že od januarja, v bistvu kemp. Bilo nas je na koncu vsega skupaj 18, v bistvu vse iz našega okoliša kolesarjev in različnih starosti, različnih jakosti, tako da je bilo ful dobro, ful lušten, smo se nabrali. Imeli smo kemp, v kempu res tisti tabor, ki ga imajo taborniki, bi lahko rekli, skoraj sam tabornega ongra nismo še imeli. Tako da je bilo res ful dobro, vsi smo bili na kupu in tudi na koncu mislim, da so bili vsi zadovoljni. Vrhunsko. Še to se pozabil, jaz sem dobil še en testen bike, bi naredil dobimo F, tako da na koncu bom šel še čez to kolo, tako da evo, še to. Pa to res rabaš cel dan danes. Danes bo kar 45 minut, kar hiter. Ja, sej. Z Urošem se šla že čez, pa mi mogoče on je dal eno primerjavo. Ful me zanima te klanci, ki jih vozijo tako, to, ko ste šli odpeljati, ki so jih isto profiji vozili, ne, ker na TV-ju vsej zgleda hiter, ne, sam si mogoče ne znamo predstavljati, ko gre 20 plus na uro, ne vem, 12% klanc, ker mi se vozimo glih, ne vem, jaz po mojem. Ja, v bistvu je to, ta hitrost je tako malo tudi odvisna, na katerem delu trase, ne, se pravi etape, ti gledaš, ne, ker sigurno ta glih recimo kle na Isolo, kjer smo mi videli Pogačarja, ki je dejansko letel mimo nas na klanc, ampak to je bilo 2 km pred ciljem, ne. On bo ne, sigurno se ni tako hiter vozil, ne, to je treba vedeti, da tam se tudi po 11 na uro vozijo, recimo 12 na uro, zdaj zato je tudi odvisen, ki jih gledaš, ne. In definitivno, če reš na klanc gledate, najboljši gledate v cilj. Po eni strani grejo sicer hiter mim, ampak tam je res vzdušje, navijanje, tudi potem res vidiš ta, mi smo bili pač navijali smo skupaj z Danci, ne vem sicer kako je to ratalo, ker še nisem tega doživela na turu, pa že nekaj let hodim, da smo stali si dejansko nasproti v istem ovinku. In potem vidiš še te face, ki padajo dola, ne, ki je to bilo res, to je bilo kar na enem, ne vem, nogometni tekmi, to je bilo res tokle do pretepa in vsega, ne, to je bilo res noro, no. Tako da, ja, odvisno je na katerem delu jih vidiš, ne, je pa res, da se pelajo, ja, jaz lahko povem, da sem primerjala čas,
ker smo en dan prej vozili ta kronometer, ki so ga oni vozila, ne. In je Pogačar dal na Stravo, njegov kronometer je na Stravi in sem primerjala, zdaj jaz ostalih recimo klancev nisem mogla primerjati, ker smo se mi vozili nek pogovorni tempo ali pa z našim nismo šibali, jaz na Braus nisem šla na polno, na Turini nisem šla na polno, na Isolo daleč od tega, ne, to je dogodek, ampak tule smo pa kar nedeljčke, ene odseke, no recimo slo na Col d'Es smo slo imeli dirko, a ne, smo slo dirkali gor, jaz, Mersat pa Grega in lahko povem, da smo šli vsi na polno, ne, pač do Daske, jaz sem res prišla do Daske na gor, na cilj pa sem imela v bistvu jaz ta čas 3 minute pa pol, kar ima Pogačar minuto pa pol. To ni cel odsek, kilometer pa pol, ampak krajši odsek. To je ta zadnji del, ki je ta rampa, res čist rampa, prej še en uvink, tako no, ne vem, koliko je to, ne 700 metrov recimo. Ker je res tukaj na koncu je klanc, kaže nam, oni govorijo povprečno na 9, ne, pa to je povprečno drugače 14% ti pokaže ta klanc. Na koncu je res štanga, no. Tako to je, to bi lahko recimo skoraj primerjal, ko se ti pred tabo pojavi že skoraj s tem Javorjem, veš, s tem delom, ko greš gora, ne. Mogoče mečkaj manj strmo, ampak je kar res strmo, no. Pa daljš, pa res strmo, no. Tako da ja. Tisti, ki ste se vozili že kdaj v Besenco, pa gor na Trebalev, pa imate desno tak odsek, tako, sploh ne vem, je tabla za Javor, ni? Je, mislim, da je. Je, no, tam je nek tak zid. In eni se pač tam gor vozijo, pač se tudi... No, vsak gre probat, ne. Jaz se nisem že dolg, ampak ja, greš pa s Ferbca. Jaz letos ne vem, če sem že bil. Ne, jaz nisem bila. Mislim, da že 3 leta nisem bila. Letos se mi... To je tako, ene par klancev, ki je okrog Ljubljane, ki se jih voziš sam v eno smer. Ne greš nikoli kontra. Ja, greš pa na njega 2-krat v življenju, pa si v bistvu tega narabaš, a veš. Jaz sem, glede okrog Ljubljane mi je Trebalev, pa pol Mali vrh, pa pol dol, pa grem pol na Pance. Ja, ne greš pa na Mali vrh. Ne grem pa najprej Pance, pa pol na Mali vrh, pa pol... Ja, jaz sem tisto šla 2-krat, 3-krat, no, vse skup, ampak greš malkrat, ja. Tako da... Daj mi boj, isto sem že tudi Uroš vprašal, tale kolesa, ki ste jih videli v živo, a je bil kjer tako, da ti je ostal v spominu, da ti je bil lepš, kakor pa jih vidiš, ne vem, na televiziji, a ti je kakšen tako ostal bolj v spominu, ali so ti, imaš nekak mnenje? Maš kaj, sem ta kolesa kar dobro naštudirana, dobro nagledana, tako ne, že v detajle, tako da bi rekla, da mi zdaj kakšna kolesa ostajajo ful, ta je bil pa res lep. Tudi med samo vožnjo, ko se oni vozijo, ti ne moreš nekih glih ful teh koles videti, tudi on gor na njemu sedi, da bi samo kolo, ker moraš le videti samo kolo, je malo drugačka, če on tam na njemu sedi, pa ta kolesa so tako majhna, da oni izginejo, kolesa izginejo pod njimi, ne, to je res reatal. Ne, si sem mislil, da ste bili v Nici, ne? Ja, sam sej, mi smo šli, Uroš je bil res v štarčiske v to cono, kjer je mogoče sto lahko videl kakšna kolesa stati, mi smo potem jih ujeli, tako da smo jih videli, ko so se že pelali mimo nas, a ne, ampak sam je pa dejstvo, da od vseh koles, ki smo jih v živo vidiš, ne, je meni všeč, pa vem, da je tudi Mersat zelo lep tale Trek, no. Trek je, Madon je, ful je lep kolo, ful so ga zožali, ful so ga zmanjšali, res tak kolo, ki izstopa mogoče že po samem videzu, ker ostala kolesa so si zelo podobna. Bolj mogoče sama barvna, taka lušna zadeva je, če sploh za ženskam všeč je ta od Education First Canon del, ne, ima zelo lušno, ima tako zanimivo barvo, recimo, če tudi v živo zelo dobro zgleda, kakor so drugače taki vsi pisani pa to. Drugače pa ja, no, moram reči, da recimo do Dogme niti nisem prišla, da bi se jo dobro lahko v živo pogledala. Ostala kolesa so si pa itak zelo tako, no. Meni so zelo podobna vsa ta kolesa med sabo. Meni Dogma od Ineosa pač, če bi bila taka barva, je ne bi nikoli tako, mi ne bi... Ma ja, sej pravim, sam kad ti to vidiš na njih vse skupaj gor, pač to ti ne bi nikoli imel, ampak kad pa vse to skupaj vidiš, pa njih, kad se skupaj pelajo, pa to dobro zgleda, veš, in je to, in tudi bolj prepoznavni so po barvah, po njihovih kolesih, točno veš, kjer je, sej to je point tega, ne, on njih ni,
Verjamem pa, da je marsikomu pa všeč, da so pa druga stran spet, ki jim je pa taka stvar pa ful všeč mogoče. Se tudi ta Canon delo, da je Education First, meni ni, da bi ga jaz zdaj imela. Je pa luškan za pogledati za tako. Pismo, jaz bi pa imel ta kolo, bi ga definitivno sprobil, zato ker po vseh, rečemo, da jim zaupam, so rekli, da je dober. Pa probo bi tega od NV-ja tega, ki je zdaj neki novi, ki so čisto novi. Ja. Se ne vem, kaj je točno ekipa. No, mislim, ta kolesa mi niso všeč, čistko, ko sem jih gledala, tam mi to kot kolo ni lep, ne, da bi zdaj rekel, wow, izstopa pa neki posebenega kolo. Zdaj, a je dober ali ni, je spet druga stvar, ne, sej tam so vsa kolesa dobra verjetna, ne. Mislim. V končni fazi ne, pa mogoče so to še za njih kaj drugače narejena, kot so drugače, ne vem. Po moje imajo profi, neki. Ja, ne vem, jaz mislim, da ta recimo Van Riezel kolesa verjetno so še kaj mogoče malo z kakšnimi posebnimi karboni recimo delana ali pa karkoli. Tudi ne izgledajo slabo, ki jih vidiš v živo, ne. Pa izgledajo tako, kako bi rekel, podoben tako kot te, ki bomo mi zdaj uvažali, se pravi. Ja, se pravi, nek ta standard. Jaz sem že sama tudi zdaj pri sebi, meni je bolj eno je izgled, kar se pa tiče samega tega, da soš pa zdaj s kolesom, občutek valjda, da je pomemben, ne. Ampak v bistvu je danes tudi mislim, da je malo treba gledati in na ceno in na izgled kolesa, pa tudi na to, kako se počutiš na njemu, jasno, ampak mislim, da se bo mogoče zdaj začeli več gledati tudi malo te cenovne zadeve, ker so šle cene toliko delač visok gor, da bojo ljudje včasih mogoče tudi rajši vzeli malo cenejš, pa mogoče kao slabši kolo, ampak sem da je cenejš. Meni se zdi, da je kle zelo odvisen prvo standard od kupca, ta drugo je pa, če imaš ti družbo, ki imajo večino top kolesa, ne. Ampak se glih to ti govorim, da po moje, da bo to ratalo zdaj malo drugačno. Že vidim tudi kleles, recimo, ko se ti peleš med vsemi temi ljudmi, to je cel kup enih koles, ki sploh ne vem, kaj so za ena kolesa. To je ogromen koles, enih znamk, nekih sploh ni napisan, nekih napisov norih, čist neki majhni napiski, sploh ne veš, kva je, kar ena kolesa. To še ne pomeni, da je poceni. Ne, se nisem rekel, da je poceni kolo. To je, mislim, tle je zelo velika razlika. Si pravi, ampak je ogromen znamk, je noro, to vidiš glih to, ko greš ven, ko greš recimo v Francijo, ne, pol, ko sva šla naprej, ko greš te v Alpe na prelaze gor, ki je nešteto kolesarjev gor in so tudi nešteto koles. Mislim, zdaj pri teh večjih firmah, po moje bo ta največji problem je ta entry level do mid level koles, se pravi, govorimo od 2 do 6 tisoč evrov. Tle se mi zdi, da te no-name znamke lahko dobiš več za isto ceno. Ja. Medtem, kad ta najvišji razred, ki si hoče prvošati, a veš, to je podoben, ne vem, ki je dosti jih na cest, ki so 20 do 25 jurjev, zato ko ja, lahko imaš pa tudi za 50 jurjev. Ja, lahko imaš tam. Ja. Po moje unih za, ne vem, 60 do 100 jurjev jih je pa zelo malo na cest, ka si pa rajš kup, ne vem, Mercedes, BMW, Audi, kaj so drugi. Ja, moram reči, da najdva so recimo Pinarellotov, ne, res jih ne vidiš veliko, to moram reči. In sva celo bila tako, da na Col d'Aniel, sta bila dva Italijana gor, gospod pa gospa pa pripeljala, sta se veš s takim kabrioletom, nekim hudim avtom in se je ona hotela z nama slikati. Ona z nama. In ona jo je na štimu in to smo imeli cel fotoshooting, ona jo je slikal, ona žena med njene, med Mirsada, tja zraven, ona starejša gospod pa gospod zrihtana, ona v beli obleki. To je bilo noro. Jaz sem kratko gledala in ona je čisto Pinarello, ker tam italijanska stran zunaj. Tako da tudi kamorkoli sva prišla, so gledali kolesa in vedno nice bike. Kolesarjev fula, veš, po vsi s kolesi, ampak ja, Pinarello je še vedno eno. Še posebej zrihtanga. Ja, jaz sem že dobila zlatni ladac. Še to ti da posanac. Ja, v glavnem nov keramik spit, pa ketno, to je bilo pa ful presenečenje, to sem pa kar malo šokirana, ja, tako da je bil... Čakaj, napis si že opazila tudi na keramik? Ja, pa napis, gor raketa na koleščku, vse, tako da ja, ful, sem bila res prav šokirana in presenečena, tako da ja, kolo je bil pa tipi top zrihtan. Dobar gre tako zraven. Vse zdaj pa še ta rumen na balanca, rumen sedež, res pa še rumene drese, ki smo imela pa Slovenija gor in to
je res noro na dresu, gor ta, zdaj, ko greš v tujino, da imaš Slovenijo napis, pa to si car, že sam za to. Pa kar drl so se tam meni dol, ena se drla, pogi, meni še pa lase ven začnejo štrleta, veš, iz čelade in tam ena ta mala je bila, pogi, babi, mamo, oni Francozi, res. So prišla v francoski tabor, tako, Slovenija, Tour de France, tako je res, to je bilo noro, to se ti le meni gre kot cine po koncu. Ja, jaz moram priznati, da bom zelo vesel zdaj, ko bo ta pobrala dol vse te rumene prčkarije, ki se jih dala na kolo. Mersa ti rekel, da bo vozil cel let, tako da ne vem. Jaz upam, da ne, ker on je dal še zelo grd pinarelo napis v rumeni barvi gor na črno. Hotel je biti kot Pogačar, ne? Sem rekel, bože. In je rekel, da bo dal dol. Ja, ampak je zdaj rekel, da je Pogačar zmagal, da bo gor cel let. Ampak nekaj let už dal dol, prav to bomo videli. No. Saj ta pinarelo, saj ne ima trak gora, pa sedeš, a karkoli, samo imaš pinarelo, tako prav. Ja. Lej. Ok, zdaj greva, mene še zanima tako najbolj zanimiv, ker jaz pa Uroša šla tudi na podelitev, ki je bila na kongresu in je bilo tako, nisem glih prav, ne hodim na veliko takih prireditev, zaradi tega, ker, ne vem, mogoče ker ni vzdušja ta pravga ali pa kukarkoli in pol kle je bilo podoben, tako pol ure preden je Pogačar prišel, ne, tako na pol prazen kongres. Jaz tako, pa nam bo zdaj sam toliko malo folka prišlo. Ja. Pol je pa 5 minut do 6 se je pa napolnili in je bilo nabit in je bilo ful, ker ta cel experience te pol te kar dvigne, nek so vsi ponosni itd. In za moje pojme je bilo lušten, upam, da bojo naslednje let kaj na drugačen način naredili. Ja, mi da sva gledala iz Francije, no, to prav uživo sva gledala, tam še z računalnikom sva lovila signal. Meni je bilo sicer, vesela sem, da je bilo ful ljudi, oba dva so res, lahko bi jih bilo še več v končni fazi, verjetno, če bi bil kakšen drug čas, ker je bilo zdaj res tudi dopusti pa vse to, ne. Ampak sam program, ne, program kot tak je bil pa meni porazen, ne, da gospod novinar Kovšca, ki 3 tedne gleda Pogačarja, komentira. Mislim, da ni bil Kovšca. No, ni bil Kovšca tak, ko je napovedal. To je, se mi zdi, da je bil isti mojster, ki je zdaj na Slo 2, jaz sploh ne vem, kdo je, ne poznam jaz teh mojstrov, sem ni bil Kovšca. Ni ta Čelov, meni se izgleda. Ne, Kovšca, malo drugače zgleda. Malo drugače zgleda. V glavnem, da napovedvalc ne ve, kaj vprašati in da daje mikrofon otrokom, ker se je točno videl, da jim ga je dal, ker on ni vedel, kaj vprašati sploh Pogačarja, ne, in kaj sploh govoriti. In ne vem, vse je imel cajt, 48 urah se lahko prepraviš, no. Če ne, pa res nesposoben, da se ne moreš prepraviti na neko... Sam program je bil bolj tako, no. Bi lahko naredili malo bolj orang neki, no. Jaz priznam, da nisem prav neki orang spremljal, jaz zastopam, da mora predsednica priti gor, da mora Janković priti gor. Janković je zaključil stavek, povedal, bam, je šel dol, super, to je bilo meni vrhunsko. Predsednica, ja, to so no, vleka, to je čast, pač, na dolg pa širok, ampak meni je bilo bolj tako, v današnjih cajtih se že vsi vidimo, kaj je popularen in ne vem, tukaj mislim, da kako bi rekel, nekaj, kar lahko vzamemo od teh večjih firm, ne. Rečemo, UFC ima ful dober narejen, ker je konferenca, imajo novinarji neka svoja vprašanja, pol ima pa še publika svoja vprašanja. In tukaj bi bilo ful dober, da bi na sceno, ne vem, kakšnih podcastov naredili, naj se usedeš tam, se zastavijo določena vprašanja, zadaj se lahko vrti uni posnetki, kukarkoli, pogreš pa ti malo na publiko, da ga sprašuje, ker če prije toliko folka, ne, zakaj ne bi dal možnost vsaj enih 10 vprašanj, da postavijo pač te, ki so gledali, ne? To ti jaz lahko povem, ker sem sicer delala tudi prej 10 let PR, ne, da pač v Sloveniji, po moje, saj za moje pojme, imamo zelo malo usposobljenih PR-ovcev, ker to more voditi nekdo. To je glih to, kar ti govorim, ne, se pravi, že voditelj je bil nesposoben, ti moraš imeti enega, ki vodi to. Tudi vprašanja iz publike, ki so postavljajo na takih stvarih, morajo biti
vnaprej nekako, saj nekomu ga povedati na ušes, da se vidi, da je vprašanje smiselno, a ne. Ful enih kolesarjev, ki bi bili pripravljeni. Ja, seveda jih imamo, sam si pravim, lahko bi bilo ful zanimiv narejen, ja, lahko bi bilo veliko bolj zanimiv, pa veliko bolj simpatičen, ne pa da dejansko se je videl, da meni ni vedel, kaj govoriti. Ampak le se to je brez veze. Jaz pravim, važno je, da so ljudje ga prišli pozdraviti in da je bilo veliko ljudi in pol tudi ta, še lepše mi je bilo pa gledati te posnetke iz Komende, tiste je bilo pa res ful dobro narejen, krasen narejen, oni so mu pa res naredili po moje sprejem, ki si ga zasluži kot kralj. Ne, tisti mi je bilo pa ful všeč. Ful. In tudi mislim, da je bil glaven del, pač Ljubljana je mogla narediti kot prestolnica neki, ne, jasno, ne moreš imeti tam zmagovalca tura, da ga ne sprejmeš, ne, ker smo imeli že prejšnja leta te primere, ne, da dejansko smo imeli tura, se ni imel nobenega sprejema, dejansko nobenega do zdaj, ne. Tisto, kar je naredil lani, je naredil sam in je bilo v bistvu zdaj prvič, da se je tako naredil, ne. Lanske, če smo gledali od Vingegaarda sprejem, ki je bilo, ne vem, milijon ali koliko tam, 500 000 ali koliko ljudi v tisto prišlo ga pogledati, ne. Pač tako je, no. Ne, zdaj sem imel glih v trgovini, to je bilo kjer dan, je bil sprejem? Sredo. Se pravi, en dan potem sta bila pa 2 danca, sta prišla noter, ker zdajle imam jih ful klek, grejo potvati po Evropi s kolesom. In sta prišla in sta rekla, da sta glih zamudila sprejem in da kako je bilo, da sta videla slike, pa da je bilo ful fajn in pa sta isto tudi rekla, kako je bilo pri Vingegaardu lani, ne. Sta rekla pač, da to so ti šle kucine po koncu, ne vem, a sta bila tam ali neki. Ja, sej smo že gledali te posnetke, ne, pač, ja, lej, ti moraš imeti ljudi, ki bodo to naredili, ne. Ja. In to je PR, ki to dela, ima on svoj PR, ima Slovenija svoje novinarje in zato pač, in če to se ne da skupaj, ne, potem to ne funkcionira, ne. Sej to bi mogel njegov PR tudi mogoče malo to zadevo naprej pelati, ne. Sej ima menedžer, ima PR, to tako funkcionira, ne. Zdaj tukaj pač ni bilo očitno nič, pride Pogačar, vi naredite in to je bilo to. Mogel bi biti en, ki drži tako, bi rekel, roko nad vsem, kar se dogaja in bi mogel povedati. Ja, zdaj glede na to, koliko je on pomemben, ne, dejansko bi mogel imeti za sabo vse verjetno ima, ne. Sej sigurno, da ima, sam zdaj koliko so pa to skomunicirali s to našo. Ne, posebej njegov menedžer, vem, da je bil. Ja, sej pravim, da te ljudje, te bi mogli v bistvu to zadevo narediti, takole naredite. Jaz bi sam načeloma rajš po en stran videl, da te, ki morajo nujno prideti, da je to par procentov. Ja, da je to na hiter speljan. Pa da rajš kaj folk ima tudi ja, sej to tega, smo. ki se mi zdi, da tako, ki vidiš te mlajše kolesarje. Ma vem, saj tudi ta, pač ogromen se ljudi stran, sej tudi sama podelitev, ko smo bili mi v Nici, a ne, na podelitvi, nam je pač ratal prideti noter v to podelitev, ker je bilo to zaprt drugač zadeva, ker so spustili določeno število ljudi, pa so pa zaprli in je tudi tam, no, zelo to narejen sam za neko smetano, samo za eno peščico ljudi, ki sedi nasproti njega na tribuni, a ne, in tam so pač vsi ti v oblekah pa v klobukih, pa so nas pa noter spustili tisto peščico navijačev, ker smo bili dejansko res v glavnem kar Slovenci, a ne, nas je bilo zelo veliko, moram reči, no, da glede na to, da je bil tudi tam pa Remko, pa Carapaz, pa Girmay, ampak dobro, se ne more jih toliko pridati, ne, res je bo Slovencev ogromen. Ampak bi lahko več pustili pa bližji, ne, on je tam zagrajen, mislim, ne vem, greš ti na en koncert od U2, oni skačejo med ljudi, tam roke dajajo ljudem, tukaj so pa jih umaknili 10 metrov od ljudi stran, je bila šele prva ograja, ne. Tega tudi ne razumem, kaj je to fora, no. Če imaš ti podelitev Tour de France priznan na koncu, pa ne morejo ljudje niti blizu ga videti, ne. Ja, malo. Ne vem, kaj je to, ne vem, ampak to je že skozi tako opažam, da to ima Tour de France, ali pa so s to korono to začeli, ali kaj se ima zelo to umaknen gledalce na ta način. No in zakaj jih pol ne umaknejo še na samih etapah, ne. Drugač pa ja, na kongresu kukar je še kaj za popraviti, je bilo ful lušten, folka je bilo veliko, tako da jaz sem bil vesel, da je na koncu, da je tako izpadalo, kukar je. Daj mi še povej, videla sta šla pol po turu, sta še en teden šla sam
kolesar. Ja, pet dni v bistvu, ja. Kako je pa to potekalo, ga vam je kjer, ne vem ti, kjer vzpon, tako v spominu? Ja, v bistvu mi dva sva si to glih za to vzela še ene neobdelane vzponi, ki so ostali meni, no, mer se tih je že mislim, da zvozil. In sva šla prav v Alpe, no, tako da 300 km iz Nice gor, najbližji mesto je bil Embrun, 30 km do Briansona, no. Da sva bila v kempu, krasnem, super, ful dobrem in sva šla en dan odpela v bistvu sva bila v vasi Gilister, kakorkoli, tukaj, kjer so šli oni gor na Col de Var letos. No in sva šla na Col de Var, celega odpeljala pa dol in pol 120 km krog, no, z 2500-600 višinci sva naredila takrat. Vroče je bilo ful. Ja, sicer je v glavnem je malo drugače, ker je to 20 km se dvigneš iz 900 metrov na 2,200, a ne? In imaš 20 km klanc, ki je mečkan bolj strm, recimo, kot Mangartin Vršič, ne? Tako da, ampak se 20 km voziš na tak klanc gor, pa dol spust v dolino, pa so pa še malo gor, pa dol, pa še en prelazek sva imela pol tak kratek umestno, tako da to. Pa sva šla pa en dan, sva šla pa, kao sva rekla, to je pa Najna Kraljevska, sva šla pa iz tukaj, isto sva štartala v Briançon, pa sva že do tam naredila 500 višincev, pa sva šla pa z Briançona na Col d'Izoard, ker prideš na 2 urja, koliko ima Izoard, 2,240 nekaj tazga, no sva prišla gor, pa čist dol v dolino se spustiš, pa sva šla pa na Col Anel, na 2,760, pa dol, pa nazaj v najeno vas, kjer sva bila, pa sva naredila 3600 višincev. Tako da, pa 135 km. Sprav sam gor, dol. V bistvu je več ali manj tako, ja. Ni raven ga kaj dosti, no. Pa se tako je v Alpah. Ne vem, ki najdejo tiste ravninske meni, jasen. Tako da, ja, saj se da, no, so te ceste, a ne, sem to si mislim, da se po teh njihovih regionalnih cestah oni v glavnem vozijo, ker tam je tisti narejen dosti po ravnem. Se jih tudi ne moreš izogniti, no. Tudi midva sva se kar nekaj vozila po njih, ker se jih ne moreš izogniti. Mislim, oziroma, čim zavijaš iz te ceste dole, to še dodatnih 500 višincev, a ne. Pa kjer od teh vzponov bil tako, da je, ne vem, kar pri nas vemo vsi, da je Mangar, tu na druga polovica, vsaj zgoran del, je ful lep. A je kle, kjer tak, pa meni je, ne vem, ustal... To so v bistvu vse lepi prelazi, ne. To je, kar se tiče, je čist žal, nažalost, sicer meni je Mangar titak najlepši, najbolj razgledan vzpon v Sloveniji, definitivno, ampak to, kar sem midva vozila, to se sploh ne more primerjati z Mangartom. To je krat 10 od Mangarta. To so razgledi, to vas čas vidiš, ti se ti v bistvu vsak ovinka prija, se ti odpre nov pogled na višji vrh, na ledenik, na kakšen slap, mislim, to je res, to je noro, no. To so Alpe, to so francoske Alpe, ki so prostrane in je v bistvu kamorkoli tudi na vrh, ko prideš, so to taki razgledi, da dol vidiš. Zdaj za Anela sva imela nesrečo, da je bilo na italijansko stran ful oblačen in je bila megla dol in dejansko nisi videl nič, tako da je bilo v bistvu gor prav grdo. Je pa ful težek klanc, no. Tako da tudi mene začne na višina tam po 2400, višina me ful začne matrati, višina res matra, to si lahko predstavljaš, kada se, ne vem, s ful polnim nosom moraš voziti ali pa kada te eden pod vodo tiši, pa ptirat goršav in tako da pač pol sem se tistih še 300 višincev ful namatrala, no. Tako da, ampak ja, se splača. Ja, mislim, ne, sprašujem zaradi tega, ker jaz se spomnim, ne vem, Stelvijo meni tako kot razgledi, pa to mi ni bil nič posebenega. Meni tudi ne. Rečemo, Gavija, zgoran del mi je ful lepa, pa El Teide na Tenerifih isto zgoran del mi je ful tak. V Franciji zdaj vozil? Ne. No, saj zato Francijo, ko greš na te epske prelaze, ki so tudi na turu, a ne glih zaradi tega, ampak v bistvu ratali so po moje bolj lepski zaradi svoje lepote, kakor je recimo Galibier. Galibier je tudi tak, sploh iz Valoj, kako se izgovori, kakorkoli. Gor je to res spet, ko se ti odpira pogled. Potem meni tak je najlepši Izeran, še vedno, ne iz Val d'Isère, ampak iz druge strani. To je spet, to je res, v Vink prideš, se ti razpre novo pogorje, a ne, kap cele Julijske Alpe spet videl, pa na drugo stran pa spet drug pogled, pa se pravim, slapovi, reččice, potočki, rastje, ki se spreminja, ne, ker se toliko višincev narediš, da se ti spreminja od gozda do čiste golote, kjer prideš na vrh, ne.
To je res, če si ljubitelj narave, je kolo definitivno super zadeva. Pač če pa se vedno več jasno tudi elektrike, a ne električnih koles, tako da tudi to ni nič slabega. Da so tam srečala enega gospoda pa gospod, on je bil tudi ful bolan. Sta bila Kamenčana, Slovenca, v kempu sta bila z nama, ona sta imela električna kolesa, spedena na huda, ful in sta šla isto na Koldevarle, recimo gor. Vmes je tudi ena vas, ker to je smučišče, sta se lepo ustavila, tudi če treba nafilata kolesa, spet nazaj in ful uživata. Da mi povej, kako je pa s kavo? A sta pila kje dobro kavo v V Franciji? bistvu to je mit, da v Franciji ni dobra kava. To sploh ne drži. Mi dva še nisva slabe kave pila v Franciji. No, res moram reči, da mogoče tokrat, kakor kje drugje v Sloveniji ali pa najslabšo kavo, kar sem v življenju pila, je Avstrija za mene še vedno. Čeprav mogoče so na smučiščih začeli malo bolj s kavo, kar se čiče, ampak ko sva pa kolesarila v Avstriji, v celem Zeju, pa to je bila pa kava poraz. Francija ima kavo super. V Nici vrhunska kava, tudi v zaledju, ko greš na Col de Turini, krasna kava. Ogromen kave, ful prodajo, na vseh prelazih imajo kave, zaradi tega kavejo, tudi ko imajo kakšno shopping trgovinco, imajo kavomat zraven in tudi dobro kavo. Kako je pa trgovine, pa to so cene, so podobne kot tukaj ali dražji, cenej? Ja, mene je Francija ful presenetila, kar se trgovin, sama res tu fasenga pa te zadeve je veliko cenejša pri nas, ne. Tako da to so res, ne vem, lahko primerjave, tudi Lidl imajo recimo trgovino, pa čist taka stvar za primer, sicer to zdaj ne bo veliko cene, ampak stvar, ki je veliko pojemo, na primer riž, a ne, kolesari, borijo riž, ki je pri nas 2,99 v Lidlu, je tam recimo 2 evra, ne. Se pravi, kila riža, to je kar velik procent razlike, a ne. Ja. Potem so recimo, testenine, kile testenin tam okoli evro, a ne. Tako da so res cenejši so, no. Kolodont, €1,30, Signal, pasta, se pravi, to lahko primerjam z znamkami, ki so pri nas. Potem sem šla iz Filipca, zadnji dan sva šla zelo malo gledati, tudi, res je cenejše, no, trgovine so cenejše. Lokali so, recimo Nica, center je taka cena, kot center Ljubljana, oziroma še cenejši. Recimo, jaz sem včeraj pila espresso kavo v centru Ljubljane za 2,60 €, v Nici ga nisem pila čez 2 evra, tudi v kafedu Siklistu ne. Ki velja za najdražji, eden najdražjih tudi trgovin kolesarskih baje v Evropi, to sploh nisem vedela, mi pol en napisal, ste šli v najdražjo štacuno, tako pač res imajo zasoljene cene, no. Je pa tako, da od nas je, če ti povem, da si nas je polovica vsak neki kupil pol. Prodajo glih tako, no, sicer malenkosti štumfe kupaš, ali pa mi smo, da so si torbice kupila, so imeli ful dobre. Tako da drugače se pravim, pijača, Coca-Colo piješ v zaledju Nice za 2 evra, sicer oni imajo vse v pločevinkah, imajo v stekleničkah recimo edino oranžino, da sem videla, da so imeli drugače, večino imajo v plastenkah, ampak je 2 evra Coca-Cola v plastenki, mislim v plastenki v piksni, ne v plastenki, v piksni. Potem v centru Nice je bila pa, ne vem, pa Coca-Cola 3,5 recimo, res tako. Edina stvar, ki je malo dražja, kar pri nas je pivo, čeprav jaz ne vem, koliko je v centru Ljubljane pivo, si predstavljam verjetno, da je tudi, ne vem, koliko je ta velik pir. Mislim, jaz ne pijem, sam overall pa mislim, da so 5-6 evrov. No, tleh je recimo v Nici od 5 do 7 evrov ta velik pivo. Mi smo prišli tako, da smo bili 150 metrov pred ciljem, na kronometru smo imeli za 5 evrov ta velik pir. Kje je to na prireditvah? Tako da v Planici ni šans. No, to je bil lokal, ki je bil pač toliko blizu, da smo imeli slučajno srečo in da smo dobili tudi plac. Sej na koncu, ko smo prišli nazaj, so nas pol ven vrgli, ampak v redu. Te so že preveč spili. Ne, to je bilo zabavno, no, zelo je bilo zabavno. Ta podelitev smo se vsi sprostili, res tam smo se kar srečali Slovenci v temu, ki je bil v Vogalnem, že po podelitvi, a ne. In so se kar prehajali Slovenci in smo kar tam peli in slovenske pesmi peli in to je bilo noro, res. Po Nici smo pol šli peš in še ves čas pel in sem jaz sicer toliko dobro, res vem, sam naslednja, ker sem bila čisto brez glasu. Dobro, pa ste dobro doživeli. Ja, tako, kar se spodob. Jaz sem slišal ene par zgodbic, je tudi bilo zanimivo v kempu, tako da
Niso na podcast, ampak... Ja, v kempu je bilo kar v redu, no, so bili kar fantje, kar v redu so bili, no. Čakaj, zdaj moram še reklamo narediti še za Discord. Tisti, ki ne poznate, Discord je neka aplikacija, ki pridete gor in lahko komunicirate različne teme, se pravi imate različne tematike in se tam pogovarja v unih sobah samo v določeni tematiki. Mi smo zdaj naredili že kakšen let nazaj, pa ga nismo čisto nič uporabljali, tako da tisti, ki hočete, ki imate kakršenkoli vprašanje, pejte gor na Discord, imate na naši spletni strani čist spodaj taka ikonca, nek vesolček, kliknete in bojo debate o čemarkoli. Jaz bom probal čim hitrejše odpisovati, pa tudi če kdo od naših bo gor in tako da če iščete kakšno zanimivost, jaz bom probal se tudi s Petro še povezati, da bomo vsaj te sobotne runde, da se bojo dajale gor, tako da boste vedeli, oziroma sobotni izleti, da boste vedeli, kam se gre in da se lahko pridružite, tako da, ker tam je vsaj debata se lahko malo bolj razvije, kakor pa rečemo na kakšnemu Facebooku, ki se zelo hitro zgubijo te dogodki, tako da to je to zelo na hitro. Greja zdaj še na, zdaj pa da vidim, kam bi zapeljala najprej. Dogajanje 31.8. Kle mi bo ta Petra pa Mersat, imam jaz tak zegan, da mi bo ta pomagala, rade vole. Tako da 31.8. bo dogodek, ki se bo odvijal kle na Ziherlovi 10. Kar hočemo mi narediti je, da še vi testirate ta kolesa, ki jih bomo zdaj uvažali, bomo imeli tudi 3 sete testnih obročev, tako da boste komod, vi morate imeti čelada, očala, čevlje, pedala, pa logično še za oblečiti sabo. Naredila se bo trasa cirka uro 15 dolga. In bomo pač šli, to bo potekalo od 9 zjutraj pa tam do cirka 3 popoldan. Tako da računam, da bo to enih 5krat boste lahko pač šli na kolo, tako da tisti, ki hočete stestirati karkoli, se čim prej prijavite, najbolj, da nam pišete kar na mail, koliko ste visoki, kaj želite testirati in se bo to dobili. Je pa trenutno tako, da vsa kolesa bojo imeli Shimano opremo, pa pol tudi obroči bojo imeli Shimano 12-sreden verižni gor, tako da to je edino, kar bo možnost testirati. Če imate 11-sredno, se lahko sicer zamenja, ampak bomo probali, da je kar vse tako kot je gor. Pa bomo imeli pa še predavanje od Human Performance Centra, to bojo fantje, ki jih ti zelo dobro poznaš. Super, to že mi čakam. Se pravi, bo ta pa 2 predavanji, eden bo o treningu, en bo pa o prehrani. Tako da vsi, ki vas zanima, ki smo tudi dobili kar nekaj komentarjev na 2 videa nazaj, ki smo ga objavili, zdaj je že dogodek, je že na naši spletni strani. Skratka, greste sam tja gor, pogledajte si, kjera ura, kdaj bo predavanje, takrat pridete predavanje, jaz upam, da bo dolg tam 1,5 ure, pa boste imeli pa še vi možnost za kakšno vprašanje. Tako da jaz upam, da se vas bo nabrali čim več. Pa na našem Instagramu bomo še imeli poste za nagradno igro, ki bomo podelili en set obročev v vrednosti $1800 un dan. Ne bo nič sfejkan, se pravi, vsi, ki boste v tem mesecu zdaj kupili karkoli, ki bo račun več kot 25 €, greste v Boben in se bo pač takrat žrebal. Pridete lahko pa še do 20% popusta, če pod temi našimi objavami samo tegate še 2 prijatelja in se vam bo pol v inbox poslala koda za popust in je to, tako da lahko pridete še dodatnega 20% popusta na našo kolekcijo, se pravi čelade, očala, štumfi, majice, hlače. Tako da to je to. Kako se ti zdi vse to skupaj zapakiran, ne vem, kaj jaz tako, ko sem jaz razmišljal, zdaj pa še ti mi povedala, če je sploh pameten. Se mi zdi, da v Sloveniji je ful ljudi, ki hočejo imeti neko to družbo, kolesarsko,
ne vejo pa točno kam prideti. Tle je že tako, da smo, mogoče kdaj smo malo preveč zajebanski in pol se kakšni, ki so tako malo bolj sramežljivi, se malo ustrašijo. In pač jaz bi rad sam tle nekako tako dobil, da čim več folka pride, da se gremo pa se gremo še skupaj zapeljati z Boletom, ki je bivši profi, vozil tudi pri Bahrajnu, zdaj v Dubaju, na srečo je zdaj bo še v Sloveniji, takrat jim bo prišel. Upam, da bo prišel še Drinov zraven, ki tudi tekmuje povsod. Pol bo prišel še Vračič, ga moram še vprašati, če bi imel še on rad kakšen predavanje o bike fittingu in podobno. Se bi bilo dobro, da bo tudi po moje zanimiv ljudem. Še naredimo. Pol bo prišel še Lovše, ki ga po moje vsi Slovenci zelo dobro poznate. Tako da bomo imeli pa še čakam od ene gospodične, ki voz pri Pogi timu, ki je tudi zelo dobra, če bojo še one prišle. Tako da bo po moje folka pol na vožnji, ki bo 5 popoldan, bo po moje kar... To kar prite, bomo že še koga pripeljali, da ga ste videli. Mogoče še kakšen presenečenje najdemo. Mislim, to se bomo vsi potrudili, da bo še kaj, ampak po moje pa, niso pa še objavljeni še drugi, ki bo še par, jaz upam, da bo še druge firme pridejo, kaj bojo še oni ponujali, sam najprej čakam, da mi pošljajo, tako da bo ta dogodek na naši spletni strani, bomo še dodatno še objavili, kaj se bo vse dogajalo, mogoče še kakšna dodatna nagradna igra, oziroma žrebanje itd., tako da to bo še vse, je nek, ko bi rekel, se bo še spreminjalo. Ne bomo nič stran vzeli, bomo samo še dodajali stvari. Ja, mislim, da se kar splača tole 31.8. prijeti tule nas pogledati tekom celega dneva, kadarkoli, ker se bo veliko dogajalo, pa bo lušten, pa res en tak kolesarski druženje, bolj vse skupaj mislim, da je. Če drugega ne, tudi lahko sigurno lahko tudi kakšen berkov sedež se že tako lahko sproba, če bi kdo rad sprobal, mi imamo nekaj testnih sedežev, tako da tudi, če berkna v nobenega več fuzlov za ta dogodek, bomo že nekaj najdeli, ampak bomo tudi še berko, da nam še kakšnega da se sproba sedež. Mogoče ta nov zdaj, ki je, bi bil tudi zanimiv, saj videti ga od blizu. Pa ta vožnja, jaz mislim, da bo tudi luštna, zato ker bomo tako naredili, da se bomo v skupinah peljali, vmes se bomo lahko tudi kaj pogovorili, kakšno rekli. Splača se vam nekaj kupiti za teh 25 €, ker veliko lahko najdete tudi pametnega za ta denar, pa se potem udeležite v to žrebanje z feltne, ki so res lepe, tudi vizualno so zelo lepe feltne. Najdete pa, se pravim, tudi kakšna casual učalca so ful dobra, tako da karkoli si boste nekaj vzeli, vam se splača včlaniti pač v ta krog, da pridete lahko v žrebanje za feltne. A že sem bil presenečen, da očala so na splošno ženskam ful všeč, zdaj sem bil v Kranjski Gorici, to sem ti govoril. Ja, pa sej, ne vem, zakaj jih več ne reklamiraš, ne, sej pač se jih imaš kar skrite tam ta očala, Ja, imaš, ne vem. Ne vem, meni so ful všeč, Meni so tudi všeč ženske, sploh še mogoče bolj, ampak dobro, tudi danes tudi ta okvir črn pa zelen tudi pašata na moške, sploh na kakšne fante še bolj, ne, mogoče, ker lih take dece mogoče lih ni, ne. Sploh je črna ali pa siva. Ja, ampak se pravim. Da mi še povej, ti, ki si začela, kaj bi mogoče pričakovala, sem se vprašal, kaj bi si je želel pač videti na tem eventu, ki ga bomo imeli, in zato sem prišel, se pravi, do Human Performance Centra, ker to največ ljudi sprašuje, da vejo, kako se prehranjevati, treningi itd. In tukaj, tako kot sem naredil že prejšnji video, je najbolj nujno, da imaš te osnovne podatke, da ti jih res mogoče oni naredijo, zato ker veš, da bojo pač res točni, da ne čaraš neki sama. Ne. Pol naprej vsak zase ve, aj pripravljam pač dati, ne vem koliko je, 80 € imajo na mesec, da ti oni kaj delajo ali pač ne. In se pravi, to bi jaz vsem svetoval, da grejo vsaj na ta test, a veš, da imaš vse podatke. Ja, dobro, to je zdaj čisto za tisti, najprej te more kolesar prijeta, ne, in to, ampak za tiste, ki bi pa rad treniral, jaz to skozi poudarjam, no, ker vidim, da ogromno ljudi nekaj trenira, je pa res, da zdaj je, že veliko se govori o samo temu, veliko je podatkov na internetu in si ljudje potem tudi to jemljajo nekako z interneta dol.
Edina stvar je tukaj ta problem, da nimaš ti nekih meritev res narejenih, a ne? Ker glih zanj se kle pogovarjamo z enim kolegom, ga dobro poznaš, pa prav, jaz imam FTP 400 pa toliko vatov. Sem rekel, nimaš ga toliko. Sem rekel, nemogoče, toliko mi Garmin kaže. Sem rekel, enkrat si neki se pelu, ne vem kva, ful držu ene vate in ti je on to preračunal. Sem rekel, ti 420 vatov nimaš, on ima pa, ne vem, 85-80 kil. Sem rekel, 420 FTP je nemogoče, da ga imaš, ker se pele na klanc približno tako kot jaz. Se pravi, da je to nerealno. In on zdaj potem v FTP-ju si zdaj jasno on gleda tiste cone, ki mu jih je on naredil. Sem kakšna je njegova cona 2. Njegova cona 2 ima 200 vatov v coni 2, kar je spet nerealno. In jasno se potem ti v bistvu samega sebe uničuješ lahko na ta način in se lahko tudi uničeš. Zato je pa fajn vsaj ta FTP test, da ti ga naredi res strokovnjak. Ok, lahko ga greš delati po nekih tistih spet po internetu, ampak je vprašanje, ga boš prav naredil ali ga nauš. Jaz ga nisem šla delati prej nikoli, pa se kar dosti razumem na te Garmine pa vse zadeve. Fajn, da te en prej naredi, vsaj to. Pa se pa drži iz teh svojih con. Pri temu bom jaz tako rekel, če mu konstantno kaže toliko večje vate, pol ni problem, ne? On ima lahko tudi, a veš, kar realno pol pomeni, da ne vem, je cona 2 njegova 140 pa 150, ne? A veš, kaj mislim, ne? Se pravi, če njemu konstantno power meter kaže, ker to za moje pojme mu kaže pol 25% preveč, pol načeloma ni problema, on že pravilno trenira, sam če mu je pa samo enkrat, pa da mu je naredil luno, pa težava. Ja, ne vem, sam še vedno se pravim, je to malo velika, ne, tako da... Ja, mislim, je velik, sam se, če ti konstantno kaže preveč, pol je ok, zato ker še vedno pač treniraš pravilno, ne. Bolj je problem, če ti narediš test na enih stvarih, ki ti kažejo preveč, podaš pa svojega gor, pa imaš premala, pa pač... Ja, se pravim, da, ne vem, jaz sem absolutno pristaš tega, da se to naredi pod enim nadzorom, česarkoli, isto tako kot za bike fitting, ne, da si ti tam meraš neki, kako pa zdaj tam krožijo ene, kako si izmeraš dolžino sedeža krat 0, ne vem koliko, pa una mera pa noge vmes, pa si med nogam zmeraš. Tudi med nogam, če si greš ti merit tole dolžino nog, imaš lahko od 5 mm do centimeter si lahko vsakič drugače zmeraš, ker nimaš naprave, ki bi ti to zmerila. Ne moraš kar en les, en štelj med noge, da pa vmes zmeriti. To se spomnim še, ko sem bil še v Maxiju, ko smo strankam rekli, da si, mislim, sploh mi nismo rekli, smo rekli, da naj pride si sem v trgovino zmeriti, ne, in pol oni so, ne, pa si to sem že zmeril, to vam tok, pa mi tako, ok, pri tej višini, pa da imaš tok, to so te same noge, pa pride, pa v bistvu 5 cm krajše noge, kukar pa linsem, kukar pa bi mogel biti in pol tako, ok. Tako da vidiš, da moraš... Ja, saj pravim, da si to potem narediš, pa še tam pol množiš z nekimi faktorji, pa ne vem, kaj mi je to malo smešano. To so si pač izmislili, si vse živo, samo da se gleda, ne. Ne, pa vse kakšne te kalkulacije, vem, da so lahko dosti v redu, sam je problem več, da ti variabil noter, večje so možnosti za napako, ne. Če si zmeraš samo eno dolžino, ok, cool, pa daš noter... Ja, jaz sem že pri sebi opazila, da je lahko pol centimetra ogromna, ne. Meni, ko se je enkrat zgodil, ko mi je sam malo zlezla noter sedežna opora, je začel kolen boleti. Se ti mersati nekaj tole naredil, ja, prav, tako je videl, ne. Ja, to sem jaz pri sebi videl, ko bo zdaj še tale bike predstavil, sem si nastavil po moje glih 3-4 mm previsok sedež in sem mislil iti na eno daljšo turo, pa ko si nisem ključa sabo vzel, ne, moja napaka. Se nisem glih najbolj počutil gor, sem se dal previsok in po me je tudi ritme bolela, pač zaradi tega, ker je bilo preveč pritiska, niti nisem mogel toliko obratov obračati, ne, in je vse bilo narobe. In sem sam rekel, ok, daj to. Ja, no, jaz sem zdaj po zadnjem tistih, ki mi Simon testiral, ne, sem si vzela pol sicer res širši sedež, ne, in mi je ful dober. Pa tudi dala... Ti si šla iz 132 na 144. Tako. In mi je ful dober. Ful. Je pa res, da tukaj se gre verjetno malo za to trdoto, no, sedeža, ki se je skrajšil sedež. Ja, jaz sem pa, ko sem Berko odnesel sedež 150 ko nazaj, ko se mi je odlimil, ne. Sem dobil pa pol nazaj 144. Pa? Ja, mi ne ustreza to. Ne. Ja, se pravi, jaz sem pa probala tudi 150, ko mi je bil pa preširok, no.
Tako da mislim, ja, pač malo moraš, včasih si neki namerjen, no se zdaj bom probala se malo zmeniti z Dejanom, da bi šla res spet na fitting, no. Ker zdaj pa že minile ne 5 let, mislim, da odkar sem bila pri tvojem očiju in je že kar čas mogoče za... Takrat še z F10? Ja, Life 8. F10 sem šla jaz, ja. Takrat. Tako da je že kar čas, da malo. Ja. Se malo spreminjamo. Ja, malo gre. No. Sicer upam, da me malo preveč spremenili, ne, pa moram na okolo kupiti. A bi ti imela še kaj za dodati, zdaj, kar se je v Franciji dogajalo? Ne, jaz sem ful vesela, da smo se res tako dobro imeli, pa da so bili vsi zadovoljni, tako da če koga karkoli zanima, lahko mi tudi napiše na Instagram, ker dobivam veliko vprašanj, pa vam bom napisala, če rabite kakšne kontakte, kakšne informacije o kempih, pa ne samo munici, tudi o Franciji nasplošno. Moram reči, da je cenovno res ugodna, edina stvar, kaj tja vas pač pot nekaj stane, pa malo dolga je, ne, pa drugače pa res tam lepo. Tako da če koga kaj zanima, lahko mu vpraša, lahko tudi pridete k nam, pa kakšno kavo spijemo, pa kaj počvekamo, sploh ni problem, tako da jaz rada govorim. Idealno za to so glih runde ob sredah, se pravi jutr, velo runda ob 5. Jaz tudi zdaj imam bike, tako da po rundi se ponovadi usedemo še kle v lokalu, pa kakšno rečemo, tako da evo. Jutri imamo rumeno rundo, tako da če imate rumene drese, kakršnekoli v rumenih dresih, bomo še danes objavili, tako da jutri smo še v rumenem, zadnji dan, pa gremo nazaj na normalo. Evo, to je to, upam, da sem videla kaj pametnega povedala. Še za Discord bi samo omenil, če imate kakšen GPX file od kakšne res lepe trase, zdaj dobim sem kar nekaj tujcev noter, bi mi ful pomagali, če mi lahko to pošljete tudi sam na mail, zato pa pač traso malo pišete, da jaz to dam pol na Discord gor, zato ker jim ful pomeni, ja, pač te trase jim ful pomenijo, zato ker oni ne vejo točno, kje bi se vozili, in pol je vse, to je dobrodošlo, če zraven napišete še kaj dobro za jest, razgledne točke itd. Bojo pač še toliko bolj veseli. Tako da, ja, evo, to je to zato, da dobimo tudi čim več teh tujih kolesarjev, tudi še v Discord noter. Glih danes mi je pisal, po moje glih, ne, ta je pa Švicar mi je pisal. Kaj pa, če bi ti to naredil na spletni strani? Tako, kaj je ima Café du Cycliste. Bomo pa bloge naredili. Pač sam moram najprej dobiti te GPX file. Se tudi jaz lahko pomagam. No, sej, to mi bo še pomagala. Ti bom pokazala, kako ima Café du Cycliste lepo to narejeno. No, tako bova naredila. Dobro, evo, me že čaka še dodatni del. Tako da, hvala, ki ste spremljali, zdaj gremo predstaviti še to dogmo F. Tako da, evo, Petra, hvala. Ja, hvala tebi. Vidimo v sredo. Aj, čau. Čau. Evo, takole, zdaj sem pri kolesu, tale raketa na srečo sem si jo lahko sposodil, tako da v Pinarello tu v dogmi, ne vem, mokre sanje se mi zdi, da večino kolesarjev, tako da v kratkem bom naredil review v kolesu, ampak včeraj sem se zapeljal po 2-3 tednih, noge sem imel sicer čist trde, ampak občutek gor na kolesu, ko pritisneš, kolo gre, še vedno je udoben, tudi če ima gor, tale ima 25 gor, tubeless z inliner, kako se reče, noter, pa je bila pač vožnja, ja, pač to težko, dobiš tudi, kar se tiče same opreme, vem, da vas je večina ne mara kampanjole, ampak meni ročke, občutek na ročke, kako prestavlja, zavore, sploh Shimano pa sram se lahko skrijeta. Skratka, to je res nekaj, kar dela tako, ka more, za moje pojme. Tako da tisti, ki ste pripravljeni imeti sam najboljš od najboljšega, Dogma F, Super Record, Wireless in ste zmagali. Pač, če ste mnogo zadovoljni, pa po moje ni bajka oziroma opreme na trgu, ki boste zadovoljni, vsaj v tem trenutku. Zdaj, da gremo kar čez bajk. Kolo je, če se ne motim, 55-ka. Ja, kolo je 55-ka, krmilo je 110, 42 center, se pravi spodaj center. Pol imate gor
se pravi Super Record Wireless, zdaj zam verižnik. Veste, da ne vem, kaj tole je. Da vidim, če lahko preberem. Ja, ne najdem, kje piše. Pol, kar se tiče gonilke, 172,5, verižniki so 48,32, sedež Berg Lupina, pa imate še tale nastavek, je Italon od Mosta, košarce za bidon, jaz dam gor vedno speedplay pedala, sem se jih navadil, ne morem pač brez teh pedal kolesart, vse drugo mi ni kaj preveč všeč, pol so Carbon Racing Zero, so obroči gor, pa potem Vittoria, teli so Corsa, Tubeless, tako da ja, noter je pa liner, pa še mlek. Tako da to je to na hiter, te kugelj, mislim, peste imajo keramične kugelce, tako da, ja, je pa na zdravje, je pa spredi in zadnji 160 rotor, no, vsaj tako zgleda. Ja. Zdaj, kaj dodati na samo koleso, jaz sem prevozil sicer 54 z 12 krmilom, tukaj je zdaj kaj 55 pa 11, zelo podoben, pri Pinarellotu imate itak toliko dimenzij, da imate praktično skoraj da ne ni kolesarja, ki mora imeti nujno samo eno, razen če ste res zelo visok, drugač pa mi, ki smo tam od 170 do dobrih 180, po večini vsi se najdete vsaj v dveh velikostih, če ne, kjer je še celo v treh. Tako da ja, jaz se na kolesu ful dobro počutam, mogoče bi imel rajš klele sedežno oporo, ki bi bila naravnost, se pravi, da nima pullbacka, to je pa načeloma to tono. Jaz bi dal tudi osebno gor više obroče, pa 28, tako da takoj, ko dobim obroče nazaj, se pravi Princeton, Wake, 65-60, une nataknem gor, ker me prav zanima, kako se pele. Zdaj pa še razlika med ta novo dogmo, pa med to dogmo, se pravi, ta je 2024, zdaj imate zunaj že 2025 možno naročiti. Največja razlika v sami vožnji, jaz mislim, da bo v samem krmilu. Kar se tiče samega karbona, koliko so ga izboljšali, vprašanje, če mi rekreativci sploh bomo opazili. Tako da zdaj, če dobite dober deal, še na ta staro dogmo, pač kolo je super, razlike so toliko majhne, da ne vem, kdo bi opazil. Pa tukaj mogoče še pri samem krmilu, tudi te, ki boste kupovali novo dogmo, ali pa tisti, ki se boste lahko prvošali, ne vem, če bi svetoval ta nov krmil, na ta novo dogmo bi mogoče rajš ta starega. To pa čisto zaradi tega, na BMC-ju sem že vozil to krmilo, ki je spodi širš, zgor je pa kar ožji in vas to prisilno drža. Kar za tekmovalce je super, ker ta kolo je narejen za tekmovalce. Mi pa, ki smo bolj nedeljski kolesarji, jaz vem, da se dosti bolj počutim na temu krmilu, se pravi, ta standard, ki smo ga vsi navajeni, zdajle nova race kolesa imajo pa zgori ožjo krmilo, spodi širš. Super, ampak vam pa že kar upam povedati, da ni za vse in ste lahko v tej agresivnem položaju, ki marsikateremu mogoče ne bo najbolj všeč. Nam rekel, da vsem, tisti, ki na pol derkate, super, bo idealen, ampak dosti nas je pa takih, ki se vozimo bolj nedeljsko, tako da za tiste kolesarje bi pa bolj svetoval še ta star krmil, je malenkost težji, par 10 gramov, ampak je vsaj položaj je tak bolj nedeljski, tako da mogoče malo boljši. Nič, to je to, kar se tiče kolesa. Če imate kakšno vprašanje, zapišite tole komentar ali pa kjerokoli temo, ki so jo imela s Petro, pa rade vole odgovorim. Nič, to je to. Do naslednjič. Čau.